tokrat v občinskem informatorju. Svetovni pokal v downhillu navdušil 25.000 ljudi pod Pohorjem. Na evropski izbor za mladega kreativnega kuharja na Rodos odhaja Jure Dretnik. V Hočah praznovali Jurjevo. Na Smolniku postavili majsko drevo. Osnovnošolci na Sveti Trojici so se pomerili v znanju iz prve pomoči. Majsko drevo postavljali tudi na Slemenu. V Selnici ob Dravi razstava, grafika včeraj, danes, jutri. Na Treh kraljih 12. šarhov pohod in festival miru. Lepo pozdravljeni, danes začenjamo v Mariboru. Pretekli vikend so se v Bike Parku Pohorje na tekmi svetovnega pokala merili najboljši gorski kolesarji v disciplini spust. Prvo zmago nove sezone sta slavila Francoz Loic Bruni in Britanka Tahni Seagrave. Nedeljska dirka je postregla z odlično uvrstitvijo slovenskih tekmovalcev, Monika Hrastnik je bila odlična 5., Jure Žabjek pa 20. Ambasadorka dirke svetovnega pokala v Mariboru in ena izmed favoritin Monika Hrastnik nam je po dirki povedala, da ne obžaluje ničesar in da je na progi dala vse od sebe. Vesela sem, da je prišel nazaj svetovni pokal, zdaj naslednja dirka je Evropsko prvenstvo na Portugalskem. Pol pridejo še ene priprave v Andori, pol pa se nadaljuje svetovni pokal, tako da še bo kar nekaj treninga mes. Torej, da tekma ostane v Mariboru, bi bilo v bistvu praktično tudi za vas tekmovalce? Ja, itak. Upam, da ostane v Mariboru. Čim več dirk. Tudi Jure Žabjek je dosegel dobro uvrstitev, ki je ni pričakoval. Kot je sam dejal, še nikoli ni dosegel tako dobre uvrstitve s tako visoko štartno številko. Občutki so nori, sploh že med vožnjo je bilo vzdušje neverjetno. Toliko domačih gledalcev so res močno navijali, tako da je res neverjetno doma tekmovati. Zdaj svetovni pokal se je vrnil v Slovenijo na domača tla, to tudi verjetno ima svojo vrednost. Tako je, imaš določene prednosti, mogoče poznaš progo, ampak sigurno pa se proga, ko je toliko veliko tekmovalcev, veliko spreminja, tako da tudi ni prav velika prednost. No. Recimo v takšnem vremenu, kot je bil včeraj na kvalifikacijah. Navijači so bili tisti, ki so naredili pravo vzdušje. Tekmovalce so spremljali vzdolž 2-kilometrske proge in jih spodbujali celotno vožnjo do vrhunca ob vznožju Pohorja na cilju. Zato, ker smo čas voziti. In kako vam je všeč sama organizacija, pa ne vem, recimo navijači? Super je, v Mariboru je super. Vedno je bilo in vedno je bilo. Kako ti je všeč danes tukaj? Ful. Kaj pa ti je najbolj všeč? Kako skačejo. Glede na to, da je to prva tekma svetovnega pokala ravno v Mariboru, kaj misliš, da to recimo navijačem pomeni, da imamo nekaj takega v Sloveniji? Ja, še eno prednost več, da spodbujamo vse slovenske gorske kolesarje. Za Moniko Hrastnik. In je že peljala in kaj praviš na njeno vrstitev? Da je še zmeraj bila dobra, pa še zmeraj bo. Super, kako pa ti je všeč tukaj v Mariboru, pa proge recimo? Je kar super, fajn. Čudovito, kaj naj rečem drugega. Super, mogoče navijate za koga ali ste pač slučajno? Ne, slišal sem za tole našo Hrastnikov, pa vidim, da je dobro odpeljala. It's an awesome day. I think the weather it's very lucky because we came from Italy and there it was raining. But here it's nice. The conditions are great. The riders seems to be in good shape. So let the best win. And now I think that the course it's changed. It's a new one. So it's an awesome thing. It's good that in Slovenia it's a new race. So everything is nice. Da se je tekma za svetovni pokal vrnila v Maribor, je očitno bilo všeč tudi tekmovalcem, ki so se pod Pohorjem in seveda na Pohorju počutili kot doma. Well, when I was younger, I used to watch the races, and Maribor was a classic, and there's so many videos from it, and it looked insane. So when I saw that it was here, I was pretty excited, and it delivered for sure. Zmagovalka dirke v Mariboru je za nas strnila svoje občutke po odpeljani dirki. Every single emotion under the sun, yeah, it was mad. I was scared, nervous, and then obviously happy, and yeah, I can't really explain what I went through. Okay, what about the crowd here in Slovenia? Crazy, the whole way down. Yeah, that's all I could hear, so it was crazy. It kept me going for sure. Tekmovalci niso mogli prehvaliti proge, ki izstopa po tem, da je v celoti naravna, poteka pa pretežno po gozdnem predelu Pohorja. Track is really good. I love the track. I think one of my favorite tracks. Yeah. What do you think about that? The World Cup race is back in Maribor and back in Slovenia again. That's cool. Like, I'm just 20, so I just watched all the ones on TV. But it's cool to be able to race it. Yeah, amazing. I mean, my goal was just to give my best and get a good run, and that's what I did. So I'm super happy.
I'll have to see what the result is at the end, but unbelievable track here in Slovenia, and man, I just had a lot of fun, and that's the main goal for me. The race is incredible, the spectators, the town, the mountain is incredible. The quality yesterday went crazy because of the rain, but still having fun here. Tekma svetovnega pokala in evropskega teden prej je v Maribor in na Pohorje privabila veliko število turistov, ki so si prišli ogledati elitno dirko za svetovni pokal. Bila je prva dirka svetovnega pokala v novi sezoni, kar je dalo še dodaten pečat organizaciji in izvedbi tekmovanja. Jaz, ko sem to množico zjutraj že videl, ki je proti Pohorju drmela, pa ko sem se sam šel prepričati na trikotno jaso, kakva količina ljudi je zgoraj, sem bil zadovoljen. No? Pač nekako nas je nekdo zgoraj gledal, pa nam je to vreme danes podaril kljub drugačni napovedi, tako da vse pa sami vidite, Pohorje je bilo danes nabito polno. Zasedenost hotelov ta vikend priča o tem, da športni dogodki v Mariboru odmevajo po svetu in da privabijo veliko število gledalcev od blizu in od daleč. Veliko tudi za mariborski turizem, sami vidite, koliko je ljudi, koliko pritegne to obiskovalcev, se pravi tudi televizijski prenos, reklama, ena zelo dobra podoba za mesto. Adrenalinski spektakel je pod Pohorje v 3 dneh treningov, kvalifikacij in finalne tekme privabil okoli 25.000 navdušencev nad gorskim kolesarjenjem in radovednežev, ki si atraktivne tekme v disciplini spust radi ogledajo v živo. Približno polovica vseh obiskovalcev je bila tujcev, med katerimi so prevladovali Čehi, Avstrijci in Madžari. Po oceni organizatorjev pa si je finalno tekmo ogledalo okoli 13.000 ljudi. Na Višji šoli za gostinstvo in turizem Maribor je potekalo nacionalno predtekmovanje za nagrado European Young Chef Award 2019. Vstopnico za evropsko tekmovanje je strokovna komisija podelila študentu Višje šole za gostinstvo in turizem Maribor Juretu Dretniku. Namen tekmovanja je evropski izbor mladega kreativnega kuharja, ki navdih za svoje kreativno delo črpa iz lokalne in regionalne gastronomske kulture. Glede na to, da bo Slovenija čez 2 leti evropska gastronomska regija, je resnično pomembno, da motiviramo mlade šefe, zato da postanejo glasniki teh lokalnih produktov, lokalnih receptur. Mi torej iščemo danes tega mladega nadobudnega šefa, ki bo jeseni zastopal Slovenijo v Grčiji. Ne gre samo za regionalno jed, gre tudi za to, da bo znal zelo legitimno vključiti lokalne produkte in tudi sam kot osebnost ponosno zastopa v bistvu barve svoje kulinarične regije. Letos so tekmovalci zastopali 3 regije, Gorenjsko, Koroško in Štajersko. Skupna zgodba letošnjih tekmovalcev je bila Zero Waste oziroma filozofija opuščanja odpadkov. Poskušajo resnično delati kreacije iz vseh produktov, iz celostne živali, ne samo fileji, ampak smo srečali danes tudi na krožniku možgane, pljučka, jetra, tako da se resnično približujemo temu trajnostnemu pristopu. Strokovna komisija pod vodstvom Janeza Bogataja je ocenjevala inovativen pristop pri pripravi jedi iz lokalnega okolja, turistično-promocijsko vrednost, estetsko vrednost jedi in izvirnost. V primerjavi s prejšnjimi leti je letos rezultat mnogo boljši. Številčno predvsem, se pravi glede na število tekmovalcev in pa seveda tudi vsebinsko. To je na vse zadnje posledica sistematičnega dela Višje šole za gostinstvo, hotelirstvo in turizem v Mariboru, ki je zelo zgledno komunicirala z vsemi drugimi šolami po Sloveniji. Res pa je, da bodo morale predvsem tiste šole, ki se še niso odzvale na to tekmovanje, razmisliti o svojem bodočem sodelovanju in predvsem razmisliti o tem, kaj je za današnjega mladega človeka atraktivno. Ali gledanje enega bolj povprečnega kulinaričnega resničnostnega šova ali pošiljanje najboljših v mednarodno areno, če tako rečem, kjer pokažejo ne samo svoje pridobljeno znanje, ampak tudi ljubezen do lastne kulinarične kulture lokalnega in regionalnega okolja. In če Slovenija stopa v družbo kulinaričnih destinacij, je izjemno pomembno, da se sestavine ne kupuje v nakupovalnih centrih, ampak se iščejo v lokalnem okolju. In da na krožnikih res ponujemo tisto, kar zaenkrat še neokrnjena narava in zdravo bivalno okolje ponujata. Vstopnico za evropsko tekmovanje je strokovna komisija tako podelila študentu Višje šole za gostinstvo in turizem Maribor Juretu Dretniku. Izhajal sem iz kočevih nudlov. To je tradicionalna koroška jed, ki se
ki sem jo dejansko interpretiral v sladico, lahko pa se ponudi kot glavna samostojna jed ali predjed. Direktorica Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor, ki je bila tudi članica strokovne komisije, je prepričana, da so prav zgodbe tiste, ki obogatijo jed in ji dajejo dodatno vrednost. Če ni zgodbe, če ni dobre predstavitve lokalnih produktov, tudi tako dober krožnik v kompoziciji in v teksturi, katera se ne da, seveda se ne da nekako obogatiti ali pa ni tako privlačen, če ni obogaten z zgodbami. Drugo mesto je osvojil Miha Demšar, prav tako študent Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor, tretje mesto pa Klementina Košir, študentka Višje strokovne šole za gostinstvo, wellness in turizem Bled. V občini Hoče - Slivnica so nedeljo posvetili praznovanju Jurjevega, ki je tudi občinski praznik. Po sveti maši v cerkvi svetega Jurija je sledil blagoslov konj, nato pa so pripravili še proslavo v kulturnem domu. Praznovanje Jurjevega je v hočki občini postalo tradicionalno, vendar so letošnje leto program nekoliko spremenili, saj so dodali proslavo v kulturnem domu v sodelovanju z društvom dr. Antona Murka. Vsako novo vodstvo neke spremembe pripelje in jaz sem recimo zdaj ob tej pesmi res navdušena, da smo se odločili za uvedbo programa nazaj v kulturnem domu Hoče. Tudi zato, ker smo letos videli, kaj bi bilo, če bi planirali samo dogodke zunaj. In enostavno se mi zdi, da je to tak praznik, ko je treba dušo pobožati še z enim kulturnim programom. In če ste videli, danes so že počitnice, ampak otroke smo dobili in jaz mislim, da je bilo res ganljivo. Sveti Jurij je zavetnik hoške fare, tudi zato vsako leto praznujejo Jurjevo kot krajevni praznik. Krajevna skupnost Hoče, kjer je tudi cerkev svetega Jurija, ima skupaj praznik z jurjevanjem, ki pa že dozdalje verjetno od same krajevne skupnosti. Sveti Jurij je zavetnik župnije Hoče, kot smo pa slišali, pa že to iz 3. stoletja, ko je bil Jurij v bivši Turčiji in ni hotel iti vere, zato je postal svetnik, je pa zavetnik tudi živali, konjev in nasploh živine. Kljub muhastemu vremenu so organizatorji uspeli speljati prireditve, ki so jih po večini preselili v notranjost. Ja, vsako leto. In kako se vam je letos zdelo malo drugače? Zelo lepo so obeležili, res sem vesela. Prav všeč mi je bila ta proslava in vse, čeprav je vreme bila napoved zelo slaba, ne? Ampak ja. Tudi škoda konjev je bilo malo manj, ne? Ker običajno jih je dosti več. Zato, ker sem rada tu, imam rada konje, pa rada pridem na proslavo. Zato, ker je praznik, pa je ta fara, Jurija, župnija, pogoščena temu. A veste, kdo je bil sveti Jurij? Ja, pa tisti, kaj na konju prijahal. Kako se vam pa je letos zdela proslava malo drugače? Drugačna, lepa, vredi, ker večkrat pridemo sem. Izredno lepo so naredili z ozirom na to, da so tako se mogli na brzino pripraviti na silu nekaj in je izredno lepo uspelo. Izredno lepo, samo napoved je pač bila taka, da je svoje naredila, da je manj ljudi tudi, ne. Tudi predstavnice Društva upokojencev Hoče, ročnodelskega krožka, so pripravile razstavo in srečelov. Vsako leto poskušamo ob času jurjevanja pripraviti razstavo, tako smo tudi letos, imamo razne izdelke, od pletenja, križcev, vezenja, kvačkanja, pa tudi razne razglednice, ko se vidijo tukaj. Sicer pa smo na proslavi lahko slišali tudi svojevrstno himno hoške fare. Na Smolniku že okrog 40 let ohranjajo tradicijo ročnega postavljanja majskega drevesa. Letos je Majpan, kot mu pravijo domačini, postavljalo več kot 40 gasilcev in gasilk iz 4 lokalnih prostovoljnih gasilskih društev. Gasilci, mirno! Na desno ravno je vse? Poznavalci pravijo, da je najbolj pomembno slediti javnim navodilom, po domače komandi. Dokaz, da za ročno postavljanje mlaja niso najbolj pomembne mišice ali fizična moč, pač pa usklajenost ekipe, je tudi dejstvo, da so približno 28 metrov dolgo majsko drevo postavljale tudi gasilke.
Super, vsako leto se trudimo, da v postavljanje prvomajskega drevesa vključimo tudi več žensk z našega in tudi sosednjih društva, tako da se v zadnjih letih res aktivira zraven tudi ženske, sicer ob pomoči moških, zato sta ponavadi ena ženska, 2 moška ali pa močno 3 moški. Ampak ja, vsako leto nas je več, tako da upamo, da bomo res čim bolj enakopravne. Kako zahtevno pa je? Ja, še kar je. Treba nekaj moči pa znanja tudi zaposliti. Medtem ko so gasilci in gasilke združevali moči, so ročno postavljanje, ki je vse bolj redko, z zanimanjem opazovali obiskovalci. Ja, to je vedno tradicija, dosti ljudi pride, pogledajte, koliko nas je. To je prav, da se tako dela. To je res nekaj lepega. Tradicionalno je treba ohraniti, tako da lepo. V redu, da se to ohrani, da ostane. Bilo je stalno in zakaj ne bi bilo še naprej, ne? Zato na Smolniku želijo tradicijo prenašati na mlajše rodove in tako ohranjati tradicijo, ki v teh krajih ostaja neprekinjena že od leta 1981. Glede na to, da se je začelo v našem društvu to z strani veteranov, zdaj mlada sestava društva, vodstvo društva tudi skrbi za ta običaj. Za nas osebno bom rekel, da ne pomeni nekako določeno ta praznični običaj, ampak pomeni bolj zgolj druženje. Dan pred tem tudi z vsemi gasilci se medgeneracijsko družimo, to pomeni, da smo skupaj mladi, stari in vsi skupaj, kjer okrasimo naše majsko drevo, ter od njih prenašamo ta stari običaj. Tudi skozi postavljanje mlaja se neguje načelo sodelovanja za dosego skupnega cilja. Hkrati pa skozi tovrstne prireditve ohranjajo prijateljske vezi. V občini Sveta Trojica v Slovenskih Goricah se je v četrtek 25. aprila odvijalo tekmovanje preverjanja usposobljenosti osnovnošolskih ekip iz prve pomoči, ki je potekalo ob organizaciji Rdečega križa Slovenije, območnega združenja Lenart in občinske organizacije Rdečega križa Sveta Trojica. Največ znanja je pokazala ekipa osnovne šole Majšperk, ki se je tako uvrstila na državno tekmovanje. Tekmovanja so se udeležile prvouvrščene osnovnošolske ekipe prve pomoči iz lokalnih preverjanj iz posameznih območnih organizacij Rdečega križa. Iščemo znanje iz prve pomoči. Namreč vse, kar imajo na razpolago, sta 2 kompleta za prvo pomoč iz avtomobila in s tem si morajo znati pomagati najprej poiskati poškodovanca seveda in potem poškodovanca pravilno oskrbeti. Gre za oskrbo na terenu, se pravi brez pomoči zdravil oziroma drugega bomo rekli strokovnega znanja, samo to laično znanje se pravzaprav tukaj preverja. Pripravili so 5 delovnih postaj, na katerih so se ekipe morale spopadati z različnimi situacijami in oceniti zdravstveno stanje bolnikov oziroma poškodovancev. Praktično prikazujemo v bistvu pik čebele in seveda tukaj imamo poškodovanko, ki bo seveda to tudi prikazala in na sama točka bo torej prikaz pika čebele, torej oni bodo mogli ta tujek tudi odstraniti in seveda tudi pravilno oskrbeti. Nekatere naloge se za laike morda zdijo težke, vendar so otroci na tekmovanje prišli pripravljeni. To so tudi 6. razred že zraven, tako da nekateri so kar mali, ampak so jih mentorji na to pripravljali in so to dejansko ekipe, ki so že na občinskem tekmovanju zmagale. Vsi ti so že v svojih šolah oziroma v svoji regiji kar zmagali in so zdaj prišli dejansko sem na regijsko tekmovanje, tako da se od njih že kar pričakuje nekaj več. Se pravi, da so to najboljše ekipe iz tistega področja. In tisti, ki bo danes tukaj zmagal, gre potem pa na državno prvenstvo, tam se pa v njih že zahteva to, kar tudi od odraslih. In ne morete verjeti, dejansko otroci zmorejo marsikaj. Ne moreš verjeti, kaj zmorejo. V ekipah so bili samozavestni in pogumno pristopili k reševanju situacije, ki jim je bila ponujena. Mislim, da nam je šlo kar v redu, vsaj tako je rekla ocenjevalka. Naloga ni bila preveč težka za strupitev z gobami, mislim, smo pač kar dosti delale, tudi vadle, pa to ni nekaj zakompliciranega. Nismo imeli nekih težav pač z oskrbo, mislim, da je šlo v redu, pa tudi upam, da bomo dobili čim več točk, da se čim boljše uvrstimo. Na začetku smo bile malo živčne, ampak pač ko
ko se je čas začel šteti, šlo nam je dobro, sicer so bile manjše napake, ampak smo ponosne. Sicer v šoli smo že tudi vadili, smo tudi z bližnjega pomočnega združenja dobili lutko, pa smo tudi sprobali že, tako da ni bilo tako grozno. Torej, če bi se to dejansko zgodilo v resničnem situaciji, bi znal reagirati? Mislim, da bi nam šlo, ja. Prvo mesto je nato zasedla ekipa osnovne šole Majšperk, ki se bo udeležila tudi državnega tekmovanja iz znanja prve pomoči. Pred 1. majem, praznikom dela, gasilska društva po krajih postavljajo majska drevesa. Ročnega postavljanja se še vedno držijo tudi člani PGD Slemen. Na Slemenu že vrsto let obujajo tradicijo postavljanja majskega drevesa na roke. PGD Slemen so še edino društvo v občini Selnica ob Dravi, ki postavi mlaj na tradicionalen ročni način. K članom PGD Slemen so na pomoč priskočili tudi člani PGD Smolnik. Gasilci so prejeli še zadnje napotke. Ko nič ne rečem, nič delati. Kratko rečem, ko treba pikece predstavljati posamezno, vsak za sebe. Takrat, ko jaz rečem. Vse je moja komanda, druga pa nič. Nato pa poprijeli za palice in začeli s postavljanjem drevesa. Krajani so bili letos znova navdušeni nad tem, da gasilci uspejo ohranjati tradicijo, pa tudi nad njihovo močjo pri postavljanju tega težkega drevesa. Odločamo se za to, zato ker smo še edini v občini Selnica ob Dravi kot gasilsko društvo, kateri postavljamo majsko drevo na roko, seveda z pomočjo kolegov iz Selnice, Smolnika in pa Brezno Podvelka. Čeprav je morda videti enostavno, pa temu še zdaleč ni tako. Ker fez zahtevno, fantje morajo poslušati samo enega, tisti, ko ima pač bistvo povelje, pove, kdaj se dviguje, kdaj se predstavljajo tile pikeci, da ne prije do slučajno kakšne nesreče po nepotrebnem. Nevarnosti ob ročnem postavljanju majskega drevesa vedno ostajajo. Nevarnosti so, da kak je ta klinje, ko imamo spodaj not zapiknem, da komu ven pade, pa da ga obdrži, pa lahko drug dobi po glavi. Tada, če bi tudi rekel, da bi pravo varnost hotel med, bi mogli tudi vsi imeti čelade, ampak potem pa ne vidiš gor čisto vse točno, tako da tudi zaradi tega jih ne uporabljamo, pa bolj gledamo na drugo varnost, da nam izpade klin. Na tokratnem postavljanju majskega drevesa je bilo med obiskovalci veliko takšnih, ki so si ta dogodek prvič ogledali v živo. To pa je dolga tradicija, škoda, da opada, ker že večinoma na roke ne več postavljajo. Prvič videl, kje jaz sem iz Maribora, vam povem, tako se mi to dopade, ker so vsi služni fantje. Tak stoti Slemen mora še dalje biti. Zelo lepa, ker še nikoli nisem videla v živo. Kako je bilo prvič? Vas je bilo kaj strah? Ne, malo zdaj na koncu, Zakaj smo bilo izredno lepo, res. Da se družimo, pa da smo skupaj, Majsko drevo ali majpam bo pred gasilskim domom PGD Slemen stalo še cel mesec maj. Grafika je objekt s svojimi notranjimi procesi, ki jih gledalec konzumira. Na tokratni razstavi Grafika včeraj, danes, jutri, drugič v Šušmeljevi galeriji Hrama kulture Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi so se predstavili 3 mojstri globokega tiska, ki grafiko doživljajo kot dinamično in evolutivno tehniko. Oto Vogrin je kot kustos galerije in selektor vsakokratnih razstavljavcev tudi tokrat poskrbel za zanimivo didaktično součinkovanje grafičnih tehnik in motivike, sam pa predstavlja dela iz ciklusa kurentov. Grafika se mi zdi, da je pravzaprav ena izmed področij likovne umetnosti, ki je najbolj aktivna in vsak dan preseneča in je to nek izziv. In mogoče tako, kot sem v katalogu napisal, povzel gospoda Brejca, ki pravzaprav grafiko ne kot manj vredno, ampak jo postavlja na en pedestal nečesa, ki pravzaprav ohranja tudi slikarstvo. In preko vseh teh medijev, kjer se pojavljajo tisk in reklame, pravzaprav grafika preko tega živi. Slikar in grafik Franz Berchtold je kot industrijski in grafični oblikovalec v tovarni Meril svoj grafični likovni izraz izpopolnil do te mere, da ga danes prepoznavamo kot enega največjih mojstrov klasične grafične umetnosti globokega tiska v Sloveniji. Moja dela so nekakšen prerez od začetka ustvarjanja pa do danes s posebnim poudarkom na likovne tehnike, grafične tehnike. Rečeno je bilo, da bodo obiskovali tudi osnovnošolci šole. In v ta namen sem se potem jaz odločil, da bom dal čim več različnih grafičnih tehnik. Vse se vidi od lesoreza, linoreza, imate jedkanico, suha igla, rezervaž, tako da je praktično enih 6 različnih tehnik na pogled.
Milan Unković, ki se je s svojimi grafikami predstavil v preko 20 državah po svetu, je bil izbran kot edini eksperimentalni jugoslovanski umetnik na razstavi Busan Bienal v Južni Koreji. V umetnosti se ozira po baročnih vzorih z uporabo sodobnih slikarskih postopkov. Ker sem po naravi filigranist, mi je to bilo pisano na kožo, figuralik, večni, ki pa seveda pristopa tudi malo k tem sodobnim pristopom. Tu pa imam na razstavi eno tako, bi rekli, mixed medijo, se pravi grafike, končni vtisi, probni vtisi, lepljeni na platno in potem še doslikani. Razstava pa ima tudi didaktično noto. In v sklopu tega bojo pravzaprav otroci imeli možnost podoživljati te in zaradi tega so na razstavo tudi matrice in ker bojo oni tudi poskusili na nek način kolažiranjem, ki je nekako skupen in se je dotaknil vseh teh treh avtorjev, neodvisno, brez da bi kakorkoli vplivali že v tej osnovni fazi, vsi odpirajo neko kolažiranje in sestavljanje grafičnih vtisov v neko novo smiselno celoto. Da lahko učenci na samem prizorišču vidijo različne tehnike, načine izražanja, likovne pristope in tako naprej. To bi z besedami jim težko razložil, če pa to gledajo, morda celo po voha ali po tipa in si vse zadeve lahko čisto drugače predstavljajo. Razstava bo na ogled vse do 10. maja oziroma se bo ob morebitnem dodatnem interesu podaljšala še za teden dni. Štajerske veteranske organizacije so včeraj pripravile že 12. šarhov pohod do poslednjega bojišča Pohorskega bataljona pri Treh žebljih. Prireditev se je nadaljevala s tradicionalnim festivalom miru na Treh kraljih nad Slovensko Bistrico, kjer je bil osrednji govornik nekdanji predsednik Slovenske kulturno-gospodarske zveze Rudi Pavšič. Do nedavni dolgoletni prvi mož ene od krovnih organizacij Slovencev v Italiji je uvodoma dejal, da je demokratični svet po njegovem neizpodbitno določil, da so osvobodilna gibanja, med njimi tudi narodno-osvobodilni boj, vodila Evropo, jo demokratizirala ter je zagotovila mir. Poglejmo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. 30. maja, na predvečer pred praznikom dela, bodo postavljali majska drevesa in kurili kresove. Mlaj bodo postavljali v Slivnici na nogometnem igrišču s pričetkom ob 16. Tudi na igrišču pred osnovno šolo Sveta Trojica bodo postavljali majsko drevo ob 18. V Jablancah pa pripravljajo smučarske skoke jutri ob 18. Za gasilskim domom v Hočah bodo majsko drevo postavljali ob 18. Ob 21. pa bodo zakurili kres. Na predvečer pred 1. majem bodo majsko drevo postavljali tudi na Destrniku in sicer nasproti hiše v Janežovskem vrhu 21b s pričetkom ob 19. Na Zimici bodo kresovali s pričetkom ob 19, kresovali pa bodo tudi na Muti. Ob 19 se bodo zbirali pred gasilskim domom Muta, od 20. ure naprej pa sledi kresovanje pri Mitnici. V sredo, 1. maja, ob prazniku dela Planinsko društvo Vuzenica na koči Planinc pripravlja proslavo. Praznik dela pa bodo obeležili tudi na Ruški koči s kulturnim programom z ansamblom Katrca. Toliko zaenkrat, spremljate nas tudi na lokalec.si in mbreport.si. Imejte lep ponedeljkov večer in nasvidenje.